sončece, siraj mi sončece, gori čez ravno polje, poraže druzga ima, jaz pa sam idem doma. Sam pa doma ne bom, sam pa doma ne bom, sobate dolge noči, deklen se lahko dobi. Dober dan v mojem imenu, na naši kmetiji in v imenu Društva kmetic Brežice. Še en dober dan pa tudi v imenu aktiva bizeljskih kmečkih žena, ker smo me pobudnice, organizatorke vsega tega, kar se danes dogaja. Naj rečem, da rastemo, da je letos že 9. razstava in ocenjevanje. Začele smo s 13 bizeljskimi ajdovimi kolači. Danes jih je že 30. Naj se zahvalim vsem, ki ste zbrali pogum in ga zbirate, prinesete kolače v ceno. Mogoče dajemo pogum tudi drugim, mlajšim, da ne bomo pozabili tega in nadaljevali s to tradicijo. Naj pa preberem eno kratko pesmico, eno misel, ker se mi zdi, da nam danes tega primanjkuje. Prijateljstvo se prijateljev dotika, od mezinčka na nogi do besede z jezika. Zato boža in hrani in nikoli ne pika, s prsti počeše lase nežneje od glavnika. Pravo prijateljstvo gore premika, ne more biti vprašanje le pika ali klicaj. Prijateljstvo se rodi, se smeji in mežika, kot čudežno sonce izpod dežnika. Prijateljstvo je zato najlepša oblika sveta, ker jo naslika srce in se dotika vsega. Spoštovane kmetice, kmetje, bizelanke in bizelanci, če sem prav povedal, vsi gosti, lepo pozdravljeni v imenu Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto. Razstava, ki je danes na Bizeljskem že 9. po vrsti, tisto, kar Slovenija danes rabi. Torej, da slovensko podeželje pokaže, kaj ima in kaj zna, in da smo vsi na to, kar imamo in kar znamo, ponosni. Kot veste, v Sloveniji ne pridelamo dovolj lastne hrane. Slovenski potrošnik pa čezdalje bolj povprašuje po zdravi hrani in po kakovostnih izdelkih. To je dobro, to je prilika za podeželje, hkrati pa moramo v slovenski družbi vedno znova povedati, da se prehrana začne v slovenski zemlji, pri slovenskem kmetu, ki zemljo obdeluje in jo varuje za torej njeno rodovitnost za prihodne rodove. Hrana ni samoumevna in prav je, da slovenska družba prizna kmetu in podeželanu funkcijo, ki jo za slovensko družbo in državo ta upravlja. Torej, slovenski kmet skupaj s slovenskim delavcem zasluži pošteno plačilo za svoje delo. Da bi slovenska družba živela v nekem sožitju s slovenskim podeželjem. Prav zato rabimo na podeželju samozavest. In k samozavesti prispevajo taki dogodki, kakršni današnji, prav gotovo pa tudi kmetica leta. Letos je to gospa iz vaših krajev, gospa Babičeva, še v prihodnje tako deluje na tem področju in tudi želim tudi še veliko uspeha v njenem privatnem življenju. Vsem vam, ki ste pa danes na tej prireditvi, pa želim, da se lepo počutite in da imate lep nedeljski popoldan. Nisi lepa, nisi zdala, gre
povsod zališče, seveda s tem naredili to prireditev predvsem bolj zanimivo in seveda pestro. Moram pa reči, da sem dobil neke informacije, da sta bila med njimi tudi dva fanta, ki sta se prav tako odločila in seveda jaz mislim, da se zaslužite še poseben aplavz, kajti verjamem, da bi nekaj bilo. V občini Brežice seveda nasplošno cenimo takšne dogodke in seveda močno podpiramo tako aktiv kmečkih žena in pa seveda tudi društva podeželja različna, tako preko razpisov, preko drugih tudi spodbud. In mislim, da je to tudi prav, kajti na tak način seveda delamo našo krajino bolj pestro in pa seveda tudi dosežemo to, da smo v občini Brežice zelo aktivni. Zelo me veseli, da res naše kmečke ženske so tudi v slovenskem merilu zelo aktivne in seveda, da so se tudi letos odločile in predlagale našo članico oziroma vašo članico Lejo Babiš tudi za kmetico leta in seveda še lepše je to, da je bila izbrana in s tem seveda tudi Bizeljskem in pa občini Brežice prinesla še en dodaten laskav naslov, tako za nas, kot je pomembni športnik leta, je tudi kmetica in tudi prosim zajel še en poseben aplavz. Vem, da težko govori prav, da se stane in da je veliko čutaka. Vse to je tisto, kar si mi želimo in seveda ta Ajdo Kolač je tisto tudi, kar nam daje neko identiteto, tako kot nam daje Bizeljčan, kot nam daje Cviček in mislim, da s tem skupaj vse naredimo tisto, da bo naša seveda ponudba tudi bolj pestra v turističnem pomenu. Samo osebno seveda si želim še več in jaz upam, da prej ali slej bomo tudi doživeli to, da bo vsaki lokalni gostilni, pa verjamem, da upam, da tudi čim prej v Termah Čatež in Termah Paradizo bil na meniju tudi Ajdo Kolač. S tem bomo seveda največ dosegli, tako za promocijo tega kolača, kot seveda tudi za to, da boste lahko na nek način na podeželju dobili tudi še kakšen dodatni zaslužek. Čestitam za pogum, želim vam lepo popoldne in seveda v prihodnosti si želim, da bi tako naše kmetijstvo, kot tudi naša hrana bila vedno v razcvetu in pa seveda hrana na krožniki. Lep dan in vsem čestitam, posebej pa še tistim, ki bojo zmagali, kajti vedno je en zmagoval, čeprav zmagovalci ste, verjamem, vsi, ki ste se odločili, da ste prinesli danes tako lažno ocenjevanje. Hvala lepa. Pred 10 dnevi, ob enem pa tudi gospe Leji Babič, ki je postala kmetica leta. Vse čestitke tudi njenemu osnovnemu društvu, Društvo kmetic Brežice, da so jo nagovorile, da so vsi skupaj pripravili takšen program, ki je v slovenskem merilu presegal vse in da je komisija spoznala, da je najboljša in da si zasluži laskavi naziv kmetice leta. Zato jo pa lepo tudi prosim, da izročim to rožico v imenu Občinske turistične zveze in pa vse čestitke še enkrat, gospa Leja. Obenem pa izkoriščam tudi priložnost, da čestitam vsem 30, ki so zbrali pogum, tako moškim kot vsem ženskam in pa seveda tudi tistemu, ki pa je, verjetno, ker znani so že rezultati, samo mi še ne vemo, ki je zbral namreč kolač največje število točk. V narogu hoste, za domače in tuje goste, velika gala predstava, ki jo pod geslom Veselje in šala prireja kolektiv živali Črnega kala. V objemu me poglej, zaupaj mi, ko noč te spijavljaj, priznaj, da tudi ti poljubi sonce bi in sanjaj. Meni si v vetru spremljaš me, zdaj glas te tvoj prebuja se v žarek ti.
njega bil sem tisti, ki mu pučko je vzel. Mama se zgražala nad mojimi lasmi in kugala, a tale tvoj karin. A ob pogledu na te vseeno je bilo, kaj si misli mama, tvoj oče prav tako. Naj zavijata z očmi, naj se mečeta ob tla. Jaz dobro vem, da njuna hčerka prav izbrati zna. No, veliko veselje mi je, da vas lahko tokrat pozdravim kot kmetica leta 2015. Veliko čast mi je bilo že sam predlog v mojem aktivu, da me predlagajo za ta laskavi naslov. Da sem pa izbrana, je še pa toliko večja čast. Predvsem zato, ker bi si ta naslov zaslužila marsikatera med vami. Mnoge delate ob vsem tistem svojem vsakdanjem obveznem delu, tudi za svoja društva in mimogrede je samo umevno vse še kaj zraven. No, veseli me tudi to, še posebej, da smo uspeli ta naziv prinesti v naše Posavje, v Društvo kmetic Brežice in ne nazadnje moj domači aktiv Kmetic Bizeljsko med naše vinorodne griče. 4 bežije šle tam v kuhinjo malo pogledat. Tam je malo sumljivo, eden suh pa eden takšni jakši. Pa skata po tisti vašim ajdovim kolači. Ja, no pa on ogorevc, on ne bo veliko pojel. On muzikant, on bo bolj po packu, ali on polik majke ti Božje, kot rodelna omara je. Jezus Kristus, ne bo ostalo od kolača veliko, boste videli. Jezus, jaz si takšni delam. Hurimer, kaj se da tu na Bizeljskem dogaja, ha? Kaj ti misliš ti? Jezus Kristus, pa ti je lepo kmetica leta. Super. Poklet je Corrado, ali Corleone, Corrado je, ne? Ja. Tu ste ga vstavljite, ne? Če bi on pšeca prišlo, bi vidite, ko lahko v pšečkih ružah popeval, ko v bizeljskih popevle. Jezus Kristus, že? Sploh vidim letos, da je veliko mladih. S tem promovirate tudi ta bizeljski ajdo kolač, kar je zelo pozitivno. Upam, da se bo to tudi, kako je že prej gospod župan rekel, v lokalnih poznalo okoliških, da bo ta ajdo kolač prišel do enega smisla, da mogoče daje tudi recimo PTP, tako kot je rečemo gibanica prekmorska, da bo to prišel v slovenskem prostoru do ene veljave. Jaz bi rekel tako, mi smo ocenjevali tipično ajdo kolač, ocene boste videli pri podeljevanju, bi pa upozoril na par, bom rekel, takih majhnih kiksov, ker tipičen ajdo kolač mora vsebovati ajdovo moko, skuto, potem je maščoba, ali je to mast domača, ali je to margarina, kakšen jajček, tega ne sme biti preveč, sol. Tukaj pri tipičnem ajdovem kolaču ni pecilnega, ni vanilija, ni sladkorja. Tako da tukaj smo pač bili mečken bolj strogi, kar se tega tiče. Drugače pa kolači so bili lepo pečeni, nekateri malenkost preveč, kakšen malo premal. To je tudi velikrat, bom rekel, odvisno od priprave. Ta priprava pri ajdi, sploh je poparjena moka, mora kar hitro potekati, da ta zadeva ni prepacasta, ali če je tukaj skuta premalo odsejena, ali če je moka preveč poparjena, da je premokra. Tukaj so vsi te malenkosti so, ampak na splošno bom rekel pa, da so ajdo kolači kar v redu. Hvala. Bronasto priznanje Antoniji Balon za bizeljski ajdov kolač. Bronasto priznanje Nadi Kučer za bizeljski ajdov kolač. Ker gre Izidorju Babiču za bizeljski ajdov kolač. Bravo!
Pravi, da je sam, da ni mama pomagala. Pol je pa čisto zlat. Zlato priznanje Leji Babič za bizeljski ajdo kolač. Ja, res. Zlato se zbira v Babičevi hiši letos. Zlato priznanje Mileni Dušič za bizeljski ajdov kolač. Zlato priznanje Renati Zagmajster za bizeljski ajdov kolač. Čestitamo. Tako, končali smo s podelitvijo, hvala obema. Ko so ženske pomirale se, letni je naš stavinski kraj. Dobrodošli v bizeljski raj, mi imamo najboljšo stvar, med kolači nimo par, pridne roke bizeljskih žena, zajdove mele pečejo nam. Pridne roke bizeljskih žena, zajdove mele pečejo nam. Ajdo kolač, kralj si ti vseh pogač, na bizeljskem si doma, tukaj je tvoja zibelka. Ajdo kolač, kralj si ti vseh pogač, na bizeljskem si doma, tukaj je tvoja zibelka. Vriskal! Baloni začelo se je, ko so ženske pomirale se, letni je naš stavinski kraj, dobrodošli v bizeljski raj, mi imamo najboljšo stvar, med kolači nimo par, pridne roke bizeljskih žena, zajdove mele pečejo nam. Pridne roke bizeljskih žena, zajdove mele pečejo nam. Ajdo kolač, kralj si ti vseh pogač, na bizeljskem si doma, tukaj je tvoja zibelka. Ajdo kolač, kralj si ti vseh pogač, na bizeljskem si doma, tukaj je tvoja zibelka.